Pravljica o pajkcu Križku in mreži. Star pregovor pravi, da obleka naredi človeka, prav tako pa grozljiv izgled marsikoga že na daleč odbije, če ne še celo tako prestraši, da jo ucvre proč, kar ga nesejo noge. Mamica malega pajkca Križka je bila mogočna in obilna gospa, velika kar za 2 debelini prsta. Barva njenega telesa je bila bledo rumene, včasih v pramenih sončnih žarkov celo živo oranžne barve. Na hrbtu je imela zarisan strašljiv vzorec v obliki belega križa, ki so se ga že od daleč ustrašili prav vsi. Preden se je pajkec Križko rodil, je bila hudo nejevoljna, večkrat kar se da razdražljiva in tako okrogla, da se je valila naokoli kot kakšna bobneča krogla. Še Križkov oče, ki je bil po naravi veliko manjši od nje, se je tako bal, da je raje pobegnil v daljne kraje, še preden bi mu polomila vse kosti. No, drugače pa je bila v lovu prava mojstrica in družini ni nikoli zmanjkalo hrane, saj je znala v manj kot 1 uri s pomočjo vetra iz preproste svilene niti splesti eno najlepših oblik, kar jih lahko najdemo v naravi. Najprej je iz svojega skrivališča med 2 rastlinama potegnila vezno nit, splezala na sredino svilnatega mostička in spletla še 3. ter jo pritrdila na novo oporno točko. Nato je začela plesti še nove povezave, tako da je mreža dobila obliko trikotnika, na katero je potem začela pripenjati še varovalne niti in ji tako dodala značilno krožno obliko. Nato je na sredini spletla še lepljivo lovilno mrežo in tako izdelala res pravo umetnino, ki so se ji čudili vsi daleč naokoli. Mreža je najlepše zasijala v jutranji svetlobi, ko so se nanjo lepile svetlikajoče se kaplje jutranje rose. Običajno je na plin prižala, sredi mreže obrnjena z glavo navzdol. Ob hudi sončni pripeki pa se je rada umaknila v skrivališče na robu pasti, od koder je preko signalne niti, ki jo je držala s sprednjo nogo, budno spremljala dogajanje v mreži. Kot odlična lovka je kot za zabavo vsak dan spletla novo mrežo, kar je bila resnično prava posebnost med sorodnimi pajki. In prav zato so bile tudi njene zaloge hrane več kot obilne. Ko je nekega dne med številnimi bratci in sestricami na svet prijokal tudi mali pajkec Križko, se mu je na hrbtu že nakazoval značilen križasti vzorec. V maminem gnezdu je bilo res živahno. Vsi so se kobacali vse povprek, plezali eden čez drugega ter se v vsakodnevni borbi za slastne mamine dobrote gnetli v ozkem prostoru. Sedaj pa je vsega zadosti, se je nekoč razhudil mali Križko, ter se trdno odločil,
da se končno nadiha svežega zraka in malo ogleda tudi zunanji svet. Jutranja svetloba ga je najprej skoraj oslepila. Ko pa je prišel k sebi, se je navdušeno zazrl v prelepe mavrične barve narave. Kolebaje se je odpravil kar po mamini glavni svilnati niti proti sredini mreže in nenadoma obstal kot vkopan. Ni šlo več, ne nazaj in ne naprej, pa če se je še tako trudil. Seveda, bil je še premajhen, da bi vedel, katere niti so lepljive in katere ne. Stokal je in hitel od nemoči, saj se je s premikanjem samo še vse bolj zapletal v mrežo. Bil pa je tako droban, da se je opozorilna nit komaj kaj vidno zatresla. A skrbna mati je začutila tudi drobne tresljaje. Zopet se je ujela kakšna shirana mušica, ki mi bo samo poškodovala brezhibno izdelano mojstrovino. Je nejevoljno zagodrnala ter se previdno odpravila proti središču mreže. Joj, ubogi Kriško, kaj pa ti počneš v pasti? Je prestrašeno zaihtela in pričela nežno odmotavati lepljivi svilnati klobčič, ki je že skoraj čisto ohromil malega Kriška. Mama, saj nisem zanalašč. Hotel sem samo videti svet, je žalostno zasmrkal Kriško, se zadnjimi močmi končno izmotal iz lepljivih niti ter se naglo pognal proti materi. Ups, joj, spodrsnilo mi je na sluzi. Padam, je obupano zakričal Kriško ter omahnil v zeleno globino. Mama je v šoku še uspela skočiti do glavne niti in hitro stegnila številne ročice in tipalke, da bi prestregla njegov padec. A bilo je prepozno. Le nemočno je strmela v globino zelene podrasti, ki je v trenutku zakrila Kriškovo drobno telo. In paf, je Kriško po dolgem prostem padu skoraj neslišno tresnil na velik javorjev list tik nad gozdno stezo. Pod njegovo majhno težo se je list komajda kaj vidno upognil ter le rahlo zanihal. Popolnoma je ublažil udarec, preden bi ubogi Kriško treščil ob trda tla. Za trenutek je res videl vse zvezde, a vse nožice so mu ostale cele in popolnoma nepoškodovane. Joj, kje sem pa zdaj? Je žalostno zasmrkal in pričel tiho ihteti. Kaj pa se takoj cmeriš? Je nenadoma zaslišal piskajoč glasek za svojim hrbtom. No, ne bodi taka mila Jera, pa še zbudil si me iz zasluženega spanca s svojim treskanjem. Se je razhudila mala rdeča pikapolonica. Pa kakšen grd križek nosiš na hrbtu? Raje malo poglej mene. Kaj niso moje črne pikice veliko lepše? Kriško je žalostno povesil pogled, a pikica je takoj smeje nadaljevala. Daj no, saj se samo hecam. Razprla je svoje drobcena krila in prijazno povabila Kriška. Pridi, te malo popeljem naokoli,
da se nadihaš svežega zraka. Križku ni bilo potrebno dvakrat reči. Obotajoče in malce nezaupljivo je kar se da počasi splezal na Pikičin hrbet in se previdno oklenil z vsemi nožicami. Saj strah pred neznanim še ni popustil. Kaj me pa tako stiskaš? Saj me boš še zadušil, se je gromko zahihitala Pikica. Zanihala krila in že sta poletela v širne daljave. Joj, to je pa res fantastično, res več kot odlično, je hitel jecljati Križko in se kar tresel od navdušenja. Listi v gozdu so prijetno šelesteli. Visoke trave na nepokošenih senožetih so valovile. Prelepe cvetlice v bujnem rastju so se zibale v vetru globoko pod njima. Srečevala sta čebele in prelepe metulje vseh mogočih barv. Visoko nad njima so nebo preletavale raznovrstne ptice. Pikica mu je neumorno pripovedovala zgodbe o prebivalcih gozda, o številnih prijateljih, pa tudi o sovražnikih, ki prežijo na vsakem koraku. Malo mi že kruli po želodčku, je sramežljivo potarnal Križko. Kje pa je tvoj dom? Poleti pikapolonice običajno najdemo zavetje v rastlinah, v grmovju, pod listjem ali v kakšnih drugih raznih skritih kotičkih narave. Varno se počutimo tudi v človekovem vrtu, saj ljudje verjamejo, da jim prinašamo srečo, če nas vidijo. So pa res neumni, kaj ne? No, sedaj si bova privoščila pravo specialiteto. Listne uši so zame najboljša hrana na svetu. Ko pa se bo spustila noč, se bova skrila v kakšno majhno razpoko ali pod liste, kjer bova lahko mirno počivala. Meni je mamica iz svoje super mreže vedno nosila slastne mušice, je tiho zaihtel Križko. In imeli smo topel dom, tu pa mi bodo od mraza celo noč tako šklepetale koščice, da še ti ne boš mogla zatisniti očesa. Spomnil se je svojih najbližjih in varnega domačega gnezdeca, verjetno izgubljenega za vedno, in kar milo se mu je storilo pri srcu. Ne cmeri se, Križko, no prav, se bova pa odpravila v topu človeški brlog, ki je tu blizu. Ljudje tam so prav prijazni, prav zabavajo se, ko se igrajo z mano in mi pustijo, da jim plezam po dlaneh in po prstih. In rečeno, storjeno. Ni minilo veliko časa in že sta pristala na robu velike, nevidne steklene površine. Kaj takega Križko še ni videl. Previdno je s prednjimi nožicami potipal trdo prozorno plast, ki je vodila prav navpično in daleč navzgor. Ni se ji mogel dovolj načuditi. Mamica me je svarila pred tako čarovnijo, v katero bi se lahko potopil, če bi čofnil vanjo in bi izginil za vedno. Si pa res čisti nevednež, nekaj je voda, to pa je stekleno okno, veliki človekov izum,
ki prepušča svetlobo in še varuje pred zunanjimi vsiljivci, je Pikica vzhičeno pripomnila. Dokler tega ne veš, si velikokrat potolčeš betico, ko ob prihodu treščiš vanj. Vstopiti v brlog ti uspe edino takrat, ko je okno odprto. Ta človek je pa res neverjetno pameten, je začudeno dejal Kriško. Jaz pa znam tako malo stvari. Edina mojstrovina je tkanje zapletenih mrež, s katerimi lovimo plen. Zanimivo, me pa res zanima, kako to počneš, je navdušeno dejala Pikica. Kriško se je malo odkašljal, potem pa prav bistroumno pričel pripovedovati. Veš, tudi majhni pajkci, prav taki kot jaz, začnemo takoj, ko se izvalimo iz jajčec, plesti prve mreže. In kot po čudežu se tega ne naučimo od drugih, ampak so nam te spretnosti prirojene. Ti pokažem. V kotu okenskega okvira je pričel povezovati svilnate niti in hitro spletel majhno mrežo, ki je bila sicer manj zapletena kot pri odraslih pajkih, vendar kljub temu zelo učinkovita, saj se je kmalu močno zatresla in jima ponudila prve slastne mušičje grižljaje. Odlično, Kriško, ti si pa res pravi mojster, je dejala Pikica. Stradala zagotovo ne bova. Skozi zevajočo odprtino ob oknu sta zlezla v notranjost, se sprehodila po beli steni do lesene mize in se zopet povzpela na veliko stekleno ploščo, ki pa je bila začuda čisto črne barve. To moraš videti, je pomenljivo dejala Pikica. Ko pride človek, se plošča zasveti v vseh mogočnih barvnih odtenkih. To je posebna mreža, ki tudi lovi na limanice in se na čudežen način širi že po vsemu svetu. Kriško je presenečeno zaril predse. Ni se mogel načuditi človeškim mojstrovinam. Glej jo, drobna pikapolonica, je zdajci zadonel mogočen glas in Kriško se je skoraj sesedel od nenadnega šoka ter se v smrtnem strahu oklenil Pikičinih drobnih nožic. Zanimivo, pa še pajkec je poleg, pa nič se ne spopadata. Smešno, kot da sta prijatelja, je pripomnila priletna starejša gospa in mladi deklici s prstom pokazala proti Pikici. Kako je pajkec še majhen, vidiš, pa droben križac ima na hrbtu, da bi se ga druge živali bale in da ga ne bi takoj pohrustale, se je nasmehnila babica. Nekateri ljudje pajke preganjajo, so pa izredno koristne živali, saj odstranjujejo raznovrstni mrčes, ki sili v hišo, je še pomodrovala. Vidiš, Kriško, sem ti dejala, da so tu doma prijazni ljudje, se je tresočemu pajkcu veselo nasmehnila Pikica. V kakšnem drugem človeškem brlogu bi ti pri priči prešteli vse kosti in te z metlo pregnali na plano.
Prikupna deklica ju je še zmeraj z zanimanjem opazovala in jima ni storila nič hudega. Prijatelja sta se odpravila nazaj do roba lesene mize, se pomenkovala o tem in onem in dan se je hitro prevesil v večer. Tako je mali Križko preživel najbolj razburljiv dan svojega življenja. Kot da bi padel iz mamine mreže že pred davnim časom. Toliko novega se je naučil in spoznal v enem samcatem dnevu. Imel sem srečo, da sem naletel na prijazne in dobre ljudi. Mogoče pa v bodoče ne bi smel kar tako v en dan preizkušati svoje usode, je pomislil. Kmalu bom odrastel in si bom moral ustvariti svojo družino. Sedaj sem pri prijateljih v varnem okolju in vsak dan se bom naučil kaj novega, je veselo pripomnil. Kar tukaj ostanem.